Tako, mi nadaljujemo z našimi volilnimi pogovori, še vedno smo na Miklošičevi ulici. Tukaj vas čaka naš robot Viktor, naše prijazno osebje in pa seveda dobra družba. Tukaj so kandidati za naše nove poslance, pa obstoječi poslanci in različni funkcionarji. Z mano pa naravnost iz Radolce prišel gospod Simon Resman. Živjo. Živjo, pozdravljena. Pozdravljeni, Simon. Prej sem ujela, vi ste v bistvu eden izmed ustanoviteljev Nove Slovenije. Greva v leto 2000, na kratko, v kakšni obliki ustanovitelj? Ja, to je bilo sred poletja, če se ne motim, je bil to avgust. Na pol smo bili na morju, na pol doma, vmes nas je pa Bajuk še poklical, če pridemo ustanoviti stranko. Meni se je zdelo fajn, z očetom sva se posvetovala, tudi oče je ustanovitelj. In smo takrat prišli v Ljubljano in podpisali ustanovni tok, da imam nekšeno člansko izkaznico z eno zelo nizko številko, koliko sem član, mogel bi jo poiskati. Sem pa od začetka že pri Novi Sloveniji in vztrajam. Koliko ste bil star takrat? Dobro vprašanje. Res zanimivo. Takrat sem bil star 22 let, ja. Aha, 22 zelo let mlad. in se tako bežno vse spomnim določenih stvari, je pa že kar nekaj let nazaj. Ampak ja, glede na to, ker sem v občinskem svetu, gledam, koliko nekateri svetniki, koliko strank so že zamenjali, jaz vztrajam in bom vztrajal do konca pri Novi Sloveniji. Vredno je omeniti, da vi ste gozdar po poklicu in v bistvu gozdarski tehnik in mene zanima, kako vam vaše znanje iz gozdarstva pomaga pri političnih odločitvah? Jaz sem gozdar, ja, inženir gozdarstva celo, diplomirani inženir gozdarstva. Enostavno, tudi zato sem konzervativen politik. Pravzaprav vsako drevo raste 100 let in ne moreš ti nekaj kar čez noč spreminjati. Mene ta politika zelo ziritira, ker se določene stvari praktično spreminjajo v nekaj tednih, v nekaj dnevih, kar ni v redu, oziroma tudi podjetniki na to opozarjajo. Stvari se morajo razvijati, premisliti in potem še enkrat premisliti, preden greš v konkretne stvari. Tukaj so pa določene stvari prehitro potegnjene, pa potem nazaj in zaradi tega se ljudje zelo kregajo. Najbolj mi pomaga pri tem, pač neko treznost, razmišljanje, pa gledati na vse to stvarstvo, kako se počasi razvija, kako raste. Zdaj sem se spomnila, da velikokrat ljudje pravijo, eni objemajo drevesa, ker deluje terapevtsko na človeka, a vi tudi? Ne, objemam jih ne, skipa, ampak se pa z veseljem sprehajam po gozdu. Mislim, da se Slovenci ne zavedamo, imamo skoraj 2/3 Slovenije pokrite z gozdom, kako lepe gozdove imamo in da res to pomaga, da ti sprosti glavo, da ti ni treba hoditi na ne vem kakšne turistične aranžmaje, da greš lahko samo na Pokljuko, na Jelovco, pa se prav fleten sprostiš. Vi ste tu dolgoletni lokalni funkcionar, torej v Radolci, pa me zanima, kako lahko lokalne skupnosti bolje skrbijo za naravo in gozdove? Ja, v občinskem svetu sem že 20 let, 5. mandat zdaj zaključujem, ne na listah, ampak pri Novi Sloveniji. 2 mandata, 8 let sem bil celo predsednik odbora za prostor. Mislim, da imamo tudi, kar se prostor, oziroma kar se Radolca tiče, da imamo marsikaj za pokazati. Jaz zmeraj z veseljem povem, da imamo mislim, da imamo v Radolce enega najvišjih kvalitet bivanja. Če pridete pogledat, nimamo preveč turizma, hvala Bogu, turisti še ne vejo, kje obstajamo, kaj obstajamo. In je res Radovljica en tak enakomeren, postopen razvoj. Tudi to mislim, da je delo tako postopno in racionalno, oziroma sej nikakor ne trdim, da je to samo moj doprinos, je pa siguren plod nekega sodelovanja. Tudi v občinskem svetu mi nimamo koalicije pa opozicije, enostavno mi se delimo na desni pa levi breg Save. In kadar pridejo dobri predlogi, jih podpremo tako z leve kot z desnega brega Save. To bi nekako želel tudi na državni nivo prenesti. Mene zelo motijo te grozne delitve in zmeraj večja polarizacija. Jaz mislim, da če so dobri predlogi, da če človek razmišlja z neko zdravo kmečko pametjo, da se da marsikaj narediti in da so rezultati bistveno bolj vidni kot pa. Kakšna je pa vaša vizija razvoja Radovljice za naslednjih 10 let? Kaj bi želeli imeti tam, kar zdaj nimate?
Kakšna je vizija? Mi imamo recimo Zgornja Savska dolina ima zelo velike probleme s turizmom. Mi smo sprejemali tudi 10 let nazaj neke razvoje, neke koncepte, kako ne bi se turizem razvijal, pa sem bil pravzaprav eden redkih občinskih svetnikov, če ne celo edini, ki sem rekel, dajmo bremzati ta naš turizem, pri Bledu, pri Bohinju, to je vse šlo preko vseh pametnih, razumnih meja ali pa Kranjska Gora, če gledamo. Tam za Bled sem prepričan, ker z blejskimi ljudmi tudi delam praktično dnevno z Blejci, da niso zadovoljni s svojim bivanjem, zato ker je enostavno teh turistov je preveč in imaš potem probleme, zdravstveni domovi so polni, trgovine so zmeraj polne, nimaš parkirnih mest, ki bi šel čez Bled, če se peleš ti več časa vzame, skozi Bled se peljati, kakor pa od Radolce do Ljubljane pridati. Tako da ta razvoj je treba res imeti tak tehten, premišljen razvoj kraja, kam ne gre. Ampak enkrat na leto, 3 dni pa imate ta turistični porast, festival čokolade. To sem pa jaz bila in vem, da ljudi to zelo privlači in takrat v bistvu vidite to, kar Bled recimo preživlja skozi celotno leto. Je res? Ja, res je. Ampak, veste, če je to 3 dni, oziroma to se da tudi ljudem to razložiti, da pridejo in pač tudi mi smo ponosni na to našo Gorenjko oziroma na našo čokolado. Jaz sem prepričan oziroma trdim, da je pač Gorenjka zelo dobra, kvalitetna čokolada, bistveno boljša kot kjerkoli Milka, čeprav se ne oglaša toliko. Smo ponosni na festival, tudi letos bo maja, turistično-informacijski center oziroma naš zavod za turizem pripravlja ta festival, zmeraj dobro obiskan, pa tudi ta festival mislim, da že malo tako presega meje oziroma da je res Radolca preveč polna. So različne ponudbe teh čokolad, fino iti to probati, potem maja imamo tudi, oziroma junija mislim, da imamo kasneje potem še festival piva. Sej veliko teh takih in drugačnih festivalov, avgusta imamo potem staro glasbo, veliko dogodkov, ki se dogajajo, ampak jaz želim, pač kot politik sem zmeraj gledal na to, da pač delamo lokalno, da delamo najprej za Radolčane, potem za druge, oziroma da je to najprej Radolčane. Zdaj pa smo v volilni kampanji, zanima me, glede na to, da ste res dolgoletni funkcionar na lokalni ravni, kako je prišlo do tega, da zdaj pa prvič kandidirate za poslanca v Državnem zboru? Čisto iskreno, res sem bil kar malo jezen, kam gre Slovenija, oziroma sem prepričan, da gre Slovenija v napačno smer. Zato se pravzaprav ni bilo toliko težko prevzeti to odgovornost in se dati na razpolago. Pač, da ljudje imajo možnost izbire, tudi kar nekaj energije v to sem že vložil, še 2 tedna imamo, ta čas je zdaj za to namenjen. In enostavno ljudem razložiti, sej sami vidijo, oziroma da pač ne gre v pravo smer vse skupaj in da je Slovenija, tako kot je Radolca dokazala, da je tudi Slovenija sposobna več narediti in tudi tam sem pripravljen delati in pokazati, da bomo več naredili. Kako pa poteka tvoja volilna kampanja, zdaj 2 tedna še do konca, kje ste se vse do zdaj nahajali v Radovljici, kakšne aktivnosti ste imeli, kako nagovarjate ljudi in ti in tvoja ekipa, kakšni so odzivi? Jaz sem zmeraj vesel, oziroma, ko me srečajo ljudje, ki me poznajo, oziroma jaz jih ne poznam vseh niti približno ne, in so me veseli in me nagovarjajo. Začeli smo v Lescah, kot drugi največji kraj naše občine, zelo pomemben, gospodarsko razvit, in smo bili pred zadrugo, Leščansko-Leško zadrugo, kamor pridejo taki ljudje, oziroma te sobotne tržnice, ki cenijo to lokalno hrano. Meni se zdi zelo pomembno, oziroma tudi sam delam zmeraj z ruralnimi ljudmi, oziroma s kmeti so mi najbližji, zdravo kmečko pamet, upam, da jo še znam uporabljati, oziroma se trudim to maksimalno uporabljati. In tam smo začeli, potem smo bili v Radolci, pač jaz sem Radolčan, jaz sem bil na ne vem kolikih naslovih do zdaj že živel, vsi so bili v Radolci. Radolca je res eno tako lepo mesto, star del mesta ima tako dušo, smo bili v starem delu in se tam pogovarjali z ljudmi. Nedelja je bila sploh lepa, včeraj sončna nedelja, že v soboto smo bili, tako da to imamo pa še namen, tudi tako Begunje kot Podnart, oziroma po vseh teh krajih, Kropa, gremo povsod.
veseli smo, seveda določeni ljudje imajo tudi kakšne pomisleke, ampak rad sem med ljudmi, rad se pogovarjam z ljudmi, pravzaprav se zato smo v politiki, oziroma jaz se nikoli nimam za ne vem kako pametnega, ampak pač slišati treba. Za dobrega politika je zmeraj najbolj važen to, ne kakšen nastop ima, pa kakšno frizuro, pa kako izgleda na plakatih, ampak predvsem koliko sliši ljudi in koliko zna potem te njihove ideje naprej udejanjiti. Pravzaprav imamo na Zahodu vsi tak sistem, da ne bi vladali ljudje, oziroma da pač slišati treba te ljudi in biti njihov predstavnik, njihov zastopnik. Kakšni so pa še odzivi na skupno listo v Radovljici? Kaj ljudje kaj povejo glede tega? Meni je bilo, oziroma jaz sem prepričan v to, kar smo tudi lokalno že dokazovali, da se da povezovati, da se moramo povezovati. In mi je zelo všeč, da so to doumeli, vse to smo jim tudi že večkrat tudi z Radovljice povedali naši Ljubljani oziroma našemu tajništvu, dajmo se združevati, dajmo iskati podobno misleče. In sem zelo vesel, da je do tega prišlo in Ljudsko stranko in Fokusom. Na en stran ta podjetniška miselnost oziroma za zdrav razvoj teh osnovnih oziroma majhnih podjetnikov, SP-jev, potem pa seveda za Ljudsko stranko. Vidimo, da pač ta kmetijska politika v naši deželi tudi zgrešena, pa ne to samo zadnje vlade, se je bilo že prej tako, oziroma kmetov je zmeraj manj. Te družinske kmetije najbolj propadajo oziroma jih je najmanj. Mislim, da imamo v Radovljici, če sem prav gledal, da je samo v Pretrgu samo en kmet, Štefan, ki ima še krave, pa imamo 6000 prebivalcev, pa ni nobenega več kmeta, da bi se s tako stvarjo ukvarjal. Enostavno pač tudi sam, se pravim, pa sem dnevno med kmeti, med pač lastniki gozdov, so po večini kmetje, pa je zelo malo takih, da bi videl, da so oziroma zadovoljni so s svojim poklicem, ampak ne vidijo pa prihodnosti, ki bi bilo oziroma kako bi se to lahko razvijalo. Jaz sem razočaran, ker recimo ne znamo kopirati nekih sistemov iz Avstrije, Švice oziroma imajo podobne kmetje, pa so jih obdržali, pri nas se pa ta površina oziroma ne površina, saj kmetijske površine še imamo, samo kmetov je zmeraj manj. Simon, to je bilo kratko, jedrnato, zanimivo. Jaz se ti najlepše zahvaljujem za tvoj prihod v našo volilno kavarno. Na koncu pa vedno vsakega kandidata vprašam, kam gre naša skupna lista v... Akcijo! Gremo vsi v akcijo. Simon, hvala.